Ko se znajdeš v situaciji, kjer bi se najraje skregal, takrat se spomni se te slikice nebotičnika zavesti. Ta oseba ima glede te situacije drugačno zavedanje. Kot se spomnite, sem pred pavzo razlagala o tem, kako smo dejansko v svojo dušno pogodbo mi že napisali, s kom se bomo v tem življenju srečali, oziroma kdo so posebne osebe, ki morajo biti prisotne na naši dušni poti. To so naši dušni odnosi, se pravi te ljudi, ki jih moramo srečati, ker so ključni, pomembni za potek naše premice, ne? In zdaj pa tako, ko se mi srečamo z različnimi ljudmi, vsak prihaja iz svojega dušnega kraljestva, vsak ima svojo zgodbo duše, svoja pretekla življenja, in se dejansko zgodi zaradi našega učenja in zaradi njihovega učenja, da pridemo kdaj v konflikt in da neko situacijo vidimo na različne načine. A se vam to kdaj zgodi? Velikokrat, vsak dan, a ne? Če smo čisto iskreni. In zdaj vam želim predstaviti koncept nebotičnika zavesti. To je nebotičnik. Stolpnica. Okay. Recimo, da smo mi tukaj, kaj je to, 3. nadstropje. Tukaj smo mi. In ko mi gledamo ven čez okno, mi vidimo v zadnji gore, Triglav, pa sonček, kako sveti. Tle od spodaj vidimo drevesa, pa avte. Mi vidimo sem, mi vidimo dol. Vidimo lep razgled, tako kot če bi mi zdaj tukaj vam pogledali. Pa se pa včasih zgodi, da spoznamo v življenju kakšno osebo, ki pa živi v pritličju. In ti pokličeš to osebo, svojega soseda, pa rečeš, a vidiš, koliko je lep dan, lej, kako je Triglav lepo obsijan, sonček je danes, lej ta čudovita drevesa, lej, koliko je lepo, Pa ti ta oseba reče, ne, lej, veš to drevo je tle, pa avto je tukaj, pa polno ljudi, joj, koliko je danes ljudi, kao, lej, to je to, To je to, kar obstaja. In ti rečeš, ne, lej, veš, da je gora, da je gora, In on, ni gore, drevo je. Zakaj? Zato, ker je njegov pogled tole. Tvoj pogled je pa tole. Ker lahko vidiš tja in dol in sem in tja. Pa recimo rečeš, ta sosed nima pojma, pa kličeš tega tukaj. Rečeš, vse, ta je pa na istem nivoju, kot jaz, ta pa sva na isti valovni, kot rečemo. In ti rečeš, joj, da vidiš, koliko je danes lep dan, glej gore, Pa ta sem vam pogleda čez svoj oken, pa reče, stari, kakšne gore, tukaj ni nobenih gora, Jaz tam lepo vidim mesto, In ti, ni mesto, če so gore, daj vam poglej, Daj si ubriš okna, daj najem čistilko, da te malo počist tvoj pogled, ne vidiš dober. In to smo mi. Ko se znajdemo v neki situaciji, mi vidimo svoj pogled. In naš pogled je resničen za nas. Ker mi tja vidimo, to je naš pogled, to je naš nivo zavedanja, tako mi vidimo. Če je oseba v drugem nadstropju nebotičnika zavesti in ima drugačen pogled, ima ona tudi prav, a se strinjate? Istem, kjer ona gleda, tako kot ona vidi, tako je. In vsi ljudje v našem življenju se znajdejo nekje v enem od nadstropij nebotičnika zavesti. Glede na tvoja pretekla življenja, glede na tvoje dušne sposobnosti, v smislu, iz kje ti prihajaš, kaj so tvoji darovi, glede na tvojo zavest duše, si ti postavljen v neko nadstropje. Enako je z drugimi ljudmi.
njihova stopnja zavedanja duše, njihove pretekle izkušnje, njihova dušno kraljestvo, ki ima drugačno vibracijo kot tvoje, njim v tem trenutku omogoča, da vidijo to. Naše naravno stanje razvoja življenja je pa ta, da ko hodimo po premici našega življenja, se naše zavedanje širi. In vsako leto, bolj kot gremo naprej, večji smo. Bolj vidimo, širši pogled imamo. Sama se mi zdi, da vsako leto, ko pogledam nazaj, si rečem, wow, letos je bilo pa res nekaj posebenega leto, koliko sem enih stvari ozavestila. In si pol, ko se nazaj pomislim, si rečem, joj, lani pa se nisem teh stvari zavedala, lani pa teh stvari nisem vedela. A potem pride novo leto, pa se mi nove stvari zgodijo, pa se pol nazaj gledam v to leto, ki mi je bilo pravkar ful fascinantno, pa rečem, joj, Tjaša, poglej, kako si takrat delovala, ne, lej, čist drugače, kot bi zdaj. Naš naravni proces, razvoj življenja je, da ko gremo naprej po premici življenja, nam življenje prinese izkušnje, ljudi na našo pot postavi, da nam da priložnost, da razširimo svoje zavedanje, da začnemo gledati širšim pogledom. In kar se dogaja dobesedno je, da mi po nebotičniku zavesti se selimo iz pritličja počasi proti penthouseu, ne. In ko smo v odnosu z ljudmi, je ena najpomembnejših stvari, ki jo potrebujemo upoštevati ta, da od nikogar resnice ne zanemarimo oziroma da nikomur ne rečemo, to ni res, to ni prav. Tako, kot ti razmišljaš, ni res. Zaradi tega, ker je res. Za osebo, tam, kjer ona je, tako kot ona vidi to situacijo, za njo je res. In da ne boste mislili, ne, da če smo mi zdaj tle v 3. nadstropju, da to pomeni, da smo pa mi zdaj kaj več od te osebe tukaj dol. Ne, ker mogoče recimo ta oseba ne razume glih odnosov, pa ne zna ravno dobre odnose kreirati, ne. Ampak je pa ona v nebotičniku zavesti obilja na vrhu. Pa ona malo več ve o tem, kako dobro zaslužiti, pa kako si najde dobro službo, pa delati dobro, pa biti zadovoljen v svojem delu. Se pravi, nebotičnik zavesti ni en za celo življenje, ampak je za vsako področje našega življenja se nov nebotičnik postavi in se mi postavimo nekam v tem nebotičniku. Recimo, jaz imam znanko, ki je izjemno dobra v razumevanju življenja. Njej je vse jasno. Ampak ko pa pride na področje njenih odnosov, pa nima pojma. In dela take napake, ki si še jaz rečem, dejno. Pa kako, da tega nisi videla? Zakaj? Zaradi tega, ker njeno zavedanje o odnosih je tukaj. Ampak kar se gre pa posla, pa kar se gre drugih stvari, je pa tlele ona čist rastura. Ne? Se pravi, od česa je to odvisno? Kje se mi znajdemo na nebotičniku zavesti? Prva stvar, ki je naše dušno kraljestvo. Se pravi, v določenih kraljestvih je dejansko večja zavest naprimer, o tem. Naprimer, v mojem dušnem kraljestvu je dejansko zelo veliko zavesti o tem, kako stvari se stojijo. Zato, ker iz mojega kraljestva se rojeva cel svet, vse, kar je. Se pravi, ker sem recimo jaz iz izvora. In v mojem kraljestvu je dejansko zelo veliko fokusa, veliko usmerjene energije, zato da se lahko dejansko rojevajo stvari. In sama imam zato to sposobnost kot duša, da sem izjemno fokusirana, natančna, usmerjena, pridem od A do Ž brez problema, ne? Ampak, zraven mene je pa recimo to kraljestvo ljubezni, mehkobe, sočutja. V tem kraljestvu je pa dušam popolnoma jasno, kako kreirati dobre odnose. In duše iz tega kraljestva nimajo nobenih problemov na planetu Zemlja, kar se odnosov tiče. Kar laufa jim, kar srečna so. In zdaj, duša, ki prihaja iz tega kraljestva, ima že sama po sebi, ker prihaja iz takšne zavesti, ker prihaja iz takšne energije, ima sama po sebi, ko pride na planet Zemlja, in to gre. Tako kot je meni samo po sebi umevno, da vem, kako pride do cilja. Zato, ker je iz mojega dušnega kraljestva ta energija. Recimo,
Anjino dušno kraljestvo je kraljestvo, kjer so ogromne rože, vse cveti, vse diši. In ko se je Anja začela povezovati z eteričnimi olji in začela mešati dišave, in ko so ljudje začeli te dišave uporabljati, so se njihove težave odpravljale. Ženske, ki niso mogle zanositi, so se mazale z njenim oljem in so zanosile. Ljudje, ki so bili v stresu, podjetniki, so uporabljali njeno dišavo in so prišli ven iz stresa. Ko sva midve prišle na kakšen sejem, pa to sem jaz samo poškropila okrog najne stojnice z dišavo od Lakšmi in midve sva prodali vse, kar sva prinesle. In pa so vsi rekli, da je še meni to dišavo, ne? In sva več dišav prodali razstavljavcev, pa obiskovalcem sejma. Ampak kaj se je zgodilo, naslednji dan so tudi oni veliko prodali. Zakaj to govorim? Zato, ker v njenem kraljestvu dejansko je sposobnost ustvarjanja receptov in mešanic, ki imajo določen efekt, ki zdravijo, ki naredijo to pa to. In ko je ona začela mešati te stvari in je začela ustvarjati te esence, je dejansko začela uporabljati informacije, dobesedno so se izdownloadali recepti, kaj zmešati skupaj, da dosežeš tak efekt. In ko sem jaz enkrat, ko ona rekla, ti bom naučila, kako ti zmešaš, ne, in sem iste sestavine zmešala. Iste sestavine sem zmešala. To kapljic tega, to kapljic tega, to kapljic tega. A mi verjamete, da moj ni imel enakega učinka kot od nje? Pa so bile iste sestavine noter. Je zakaj? Zaradi tega, ker ona ima magične roke. Ona se dotakne tiste flaške in ko ona to naredi, ker je to del njenega poslanstva, ko ona to naredi, se vdahne noter njena energija. In zato lahko dejansko z dišavami, ki jih ona kreira, recimo, ona lahko zaradi tega, ker ima to dušno zavedanje, ker prihaja iz takega kraljestva, ona lahko prinese ta dar sem in pomaga nam na planetu Zemlja z raznimi problemi, ki jih imamo, s tem, da se našpricaš. Pa bo naš rekel, daj no, tam nekaj našpricaš, pa to deluje. Ja, lej, probi pa boš videl, ne? Še zdaj naj včasih kličajo, en podjetnik naj vedno pokliče, ko gre na sejem v Minhen, prodaja okna, pa vrata, leseno in vedno reče, daj mi pošalj eno Lakšmi, naslednji teden spet grem, ne. In je rekel, da odkar se on šprica za esenco od Lakšmi, da na sejmu dobi toliko kontaktov, da ima za celo leto dela, ne. Ok, da se vrnem nazaj. Se pravi, zakaj gre? Gre za to, da na našo zavest vpliva naše dušno kraljestvo. In v njenem kraljestvu, recimo, če ostanem še pri Anji, v Anjinem kraljestvu je vse na easy. In ko sem midve 7 let nazaj začele hoditi po Sloveniji na dogodke, sem jaz njej vedno seznam napisala, kaj mora vzeti sabo. In vsakič znova se je zgodilo, da pol stvari nismo imeli sabo, ne. Zato, ker je bila ona tako na easy, bom že, ne. Ja, pozabila, ne. Meni pa kar žila na vratu tripala, kako si pozabila, organizirana nisi, ne. In sem padla pač v obsodbo, ne. In kaj sem delala? Ja, jaz sem šla še bolj v sezname, ne. Ona je še večkrat pozabljala, ne. In sva se vsakič znova skregale, ker meni ni bilo jasno, v mojem zavedanju, v mojem nebotičniku, meni ni bilo jasno, če ti napišem listek, kako ne moreš prebrati, pa to pa nest. Njej pa ni bilo jasno, zakaj jaz delam tako paniko. Pač nimava svečk danes, se lahko ustavava na poti. In meni je bilo to, ne mora se ustaviti na poti, ne. Ker v mojem zavedanju to ni okej. In to se je toliko časa dogajalo, da sva se že prav kregale zaradi brezveznih stvari in pa so se enkrat usedle in sva rekle, okej, zakaj gre? In sva se obrnile na angele in sem rekla, angeli, dajte nama povedati, kaj se dogaja. In kaj so rekli? To, kar smo govorili čisto na začetku, ne. Ko pride naša duša na svet, je obdana z ljudmi, ki bodo najbolj pritisnili na njene gumbe. In Anja je s svojim pozabljanjem pritisnila na moj gumb kontrole. Ker sem kontrolirala, seznam sem ji naredila, ne?
dvakrat poslala, za vsak slučaj, da bo ja videla. In ne, da ona ne bi hotela, ampak enostavno se je skreirala situacija, da je ona pozabila. Zakaj? Zato, da je pritisnila na tisti moj gumb. Nehaj kontrolirati. No, daj spust. Daj zaupaj. Ne? Ker jaz sem bila že vnaprej, sem vedela. Danes boš zih kaj pozabila. Daj prosim, no. In jaz sem pritisnila v bistvu pa tudi na njen gumb, ne? Ker sem s tem, ko sem bolj kot sem kontrolirala, bolj sem jaz pritisnila na njen gumb. Ampak, kaj je bistveno? Bistveno je to, da takrat so jo angeli posedali, pa so rekli, lejta, vidve prihajate iz različnih dušnih kraljestev. In Anjina dušna sposobnost, poleg njenih magičnih rok, njena dušna sposobnost je tudi to, da prinese izjemno veliko lahkotnosti v prostor, kamor pride. Da so stvari bolj na easy. Tjaša, tega se ti v tem življenju učiš. To je tvoja naloga, da stopaš ven iz kontrole in začneš malo bolj zaupati, da bo zate poskrbljeno. Dovoli, da je ona takšna, kot je, ker jo rabiš. Ker s tem načinom delovanja ona tebe rahla. In kar sem naredila, je to, da sem rekla v redu. In sem to, da ona pozablja, nisem več obsojala, ampak sem rekla, lej, to mene uči, da obstaja več poti, kako prideš do cilja. In ja, lahko se ustava tudi na poti, ko se pelava v Maribor, lahko se ustava pa kupva svečke v Hofru, v redu bo. In so tudi kdaj to naredile. In a mi verjamete, da ko sem sama nehala kontrolirati, je ona nehala pozabljati in je začela vse prenašati. In enako je s teboj in s tvojim partnerjem, ali pa s tvojimi otroci, ali pa s tvojim šefom. Ne? Njegovo poslanstvo med drugimi je tudi to, da pritisne te tvoje gumbe. Tako kot ti pritisneš na gumbe od te osebe. In ko se znajdeš v situaciji, kjer bi se najraje skregal, takrat se spomni se te slikice nebotičnika zavesti. Ta oseba ima glede te situacije drugačno zavedanje. Ni slaba, nisi ti boljš ali pa ona boljš od tebe, ampak ima preprosto drugačno zavedanje. In v neki drugi situaciji boš imel pa ti drugačen pogled od nje in boš v bistvu imel ti več zavedanja o eni stvari. In jaz recimo, čeprav toliko kanaliziram duhovne vodnike odnosov, pa boginjo Afrodito za ženske, pa vse to, a mislite, da meni odnosi vedno ful šibajo? Ne. Zaradi tega, ker sem tudi jaz duša, ki je prišla, kljub temu, da o odnosih govorim, jaz sem prišla se tukaj učiti teh stvari. In ko sem se enkrat spomnila tega nebotičnika zavesti, ko so mi angeli povedali za to, vam povem, da vsakič, ko se znajdem v situaciji, ko bi najraje razbesnela se, kako da ne razume, ne? In bi osebo šla prepričati, da ima narobe in da imam jaz prav, takrat se spomnim tega nebotičnika zavesti in si rečem, Tjaša, le v redu. Dej, pogovor se s to osebo, pa vidi njen pogled. In ko se pogovorim, dejansko lahko razumem, od kje oseba prihaja, zakaj ona tako vidi. In torej na naše zavedanje življenja ne vpliva samo to, koliko knjig smo prebrali, pa na koliko delavnic smo šli, ampak dejansko v prvi vrsti vpliva naše dušno kraljestvo in pa vsa naša pretekla življenja. Pol pa pride na vrsto še zemeljska zavest, se pravi to, kar so nas starši naučili, to, kar smo pobrali, ko smo odraščali in prebrali knjige in šli na kakšno delavnico. In v bistvu, kaj jaz počnem? Moje poslanstvo je, da vam razširim zavest. Da vam pokažem, da ni samo levo pa desno, ampak da je vmes še veliko različnih poti. In ko mi začnemo življenje gledati bolj na široko, smo manj obsojajoči, smo bolj pretočni, bolj zaupamo in stvari bolj tečejo. In zato vas povabim, dajte imeti v mislih ta nebotičnik zavesti. Ko boste naslednjič v konfliktu,
Kar bo verjetno že danes enkrat tekom dneva. Ker to je pač življenje. In poskušajte, namesto da gremo v obsodbo, poskušajmo si reči, ok, ta oseba ima drugačen pogled na to situacijo kot jaz. To ne pomeni, da ima narobe, ima pa pač svojo zgodbo, svoje izkušnje, svoja dušna prepričanja, svoje stvari je sabo prinesla. In največ, kar lahko dejansko naredimo, je, da namesto, da gremo v ego in se kregamo, kdo ima bolj prav, da poslušamo, kaj ta oseba govori in zakaj ona tako razmišlja in se pogovarjamo. Ker včasih se nam zdi, bom čisto odkrita, da smo itak mi na višji stopni zavedanja, ne? Itak. Ampak včasih ni čisto tako. In ko prisluhneš, lahko slišiš, kaj ta oseba pripoveduje in velikokrat se tvoja zavest razširi in se ti višji dvigneš, ko si dovoliš slišati. A razumemo to? Tako da dajmo malo trenirati to sprejemanje in dovoljevanje, zato ker čisto vsak mora biti. Tako tatle dol, kot v kleti, ki ga sploh nisem narisala, ker je uček Bogiči zaprt. Vsi moramo biti. Zato ker, če ni te raznolikosti, mi ne moramo svojega poslanstva na planetu opravljati. Se pravi, če ni ljudi, ki imajo razmetano, nepospravljeno stanovanje, oseba, katere dušni namen je ustvarjanje reda in pospravljanje in biti čistilka, nima prostora. Če ni ljudi, ki imajo probleme in ki se zataknejo v težave, ljudje, ki prinašajo jasnost in odgovore, nimajo dela. Se pravi, vsi med sabo smo prepleteni, smo v dušni mreži drug drugega. Vsi smo med sabo povezani in to, da si ti sosed temu tukaj dol, ki vidi tak pogled, to tako mora biti. Ker se boš ti nekaj od njega naučil in se bo on nekaj od tebe naučil.